Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v zadnji oddaji Kultura na dlani na ptujski televiziji PTV. Od junija naprej smo v vaše domove prinašali vse informacije v zvezi s projektom Evropska prestolnica kulture 2012, ki je tudi najbolj smelo zastavljen kulturni projekt po osamosvojitvi Slovenije. V 6 mesecih se bo dogajalo kar nekaj in sicer iz kulturnega vidika bodo to nedvomno veliki presežki in 150 ljudi nekje delalo na tem. Vse informacije smo podajali preko nacionalnega, regionalnega, vse do lokalnega nivoja, samo slab mesec pred pričetkom, uradnim pričetkom in uradno otvoritveno slovesnostjo, pa so se srečali akademiki na Ptuju, torej Akademija Evropske prestolnice kulture. Gre za nekake sive eminence, ki so vedno bdeli nad samim delom Zavoda Maribor 2012. Kot gostitelj se je v vlogi pojavil župan mestne občine Ptuj, dr. Štefan Čelan. Ja, torej veseli me, da smo se danes uspeli dobiti pravzaprav vsi tisti, ki pri tem projektu sodelujemo, torej tako politika kot rečemo temu stroka, ki je dala dušo temu projektu in seveda vsi tisti operativci, koordinatorji, ki delajo na tem projektu. Mislim, da je danes bila ta izmenjava mnenj izredno dobrodošla. Za strani akademije je bilo povedanih, vsaj kar se mene tiče, nekaj zelo globokih temeljnih resnic pri tem projektu Evropske prestolnice in nekaj napotkov. Če povzamem, torej tiste najbolj bistvene, če ne bomo znali uspeti mladih animirati in jih prepričati v moč tega projekta, potem ta projekt ne bo dolgo trajal. Zato se bom seveda kot župan še naprej prizadeval, da se bodo naši najmlajši, torej že v vrtcih in v osnovnih šolah v letu 2012 praktično vsak dan trudili in bili tisti generator in animator, ki bodo doma opozarjali svoje mamice, očke, babice in detke, za kako pomemben projekt gre. Ker seveda gospa ravnateljica z njenim izvrstnim kolektivom vedno zna za to dobro in izvrstno poskrbeti, se za to vrstno promocijo zagotovo ne bojim. Osnovne šole na čelu z gospod Tatjano Vavpotič zelo intenzivno delajo na tem projektu, tako da torej, kar se Ptuja tiče, smo na ta prvi korak pripravljeni. Drugo pomembna sporočilna vrednost torej iz današnjega srečanja je torej ta. V tem projektu, ko smo dali kandidaturo, smo zmagali zato, ker smo se znali povezati. In škoda bi bilo, da če bomo znali tega aduta zapraviti, in torej po letu 2013 in vsa naslednja leta bo potrebno pristno graditi to povezavo partnerskih mest in takrat bo projekt seveda doživel tisto svojo polno vrednost in bo upravičil pravzaprav kandidaturo. Če se bomo pa razšli in vsak po svoje poskušali izvajati različne kulturne projekte, potem uspeh zagotovo ne bo tako velik. Kar se tiče programskega dela, vemo, da je Art and Heritage Karneval tisti osrednji dogodek, ki mu posvečamo v tem trenutku največ pozornosti. Ekipe operativne delajo že več kot 3 mesece na tem. Imeli smo že novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili, kako daleč smo z tem programom in upam, da bomo torej imeli odziv vseh tistih umetnikov in na drugi strani etnografskih skupin, ki smo jo povabili, čim večji in da bo program presegal številko 150 prireditev v javnem pomenu. Kar se tiče samega investicijskega dela, pa vidite, da je gradbišče v Dominikanskem samostanu odprto. Gre za izjemno zahteven poseg na zelo občutljivem kulturnem spomeniku. Zato torej vsi tisti partnerji, ki pri tem projektu delajo, so zelo previdni in tako kot sem že povedal, pri tej investiciji se ne sme muditi, to investicijo moramo predvsem kakovostno zaključiti. In vsako tedenski redni operativni sestanki, s katerih mi poročajo, so zagotovilo, da naloga poteka v skladu tako, kot smo se dogovorili in da bo kulturno-kongresna dvorana, ki jo gradimo v Dominikanskem samostanu, upravičila to investicijo in da bo sila pomemben novi razvojni generator za privabljanje znanstvenikov, poslovnežev in še koga v
naše staro mestno jedro in s tem seveda oživljanje starega mestnega jedra na eni strani z na eni strani s kongresno in s poslovno dejavnostjo, v večernih, popoldanskih dnevih in čez vikende pa predvsem z bogato kulturno ustvarjalnostjo. Kot že povedano, je Akademija EPK bdela nad samim delom Zavoda Maribor 2012. Usmerjali so jih seveda s svojimi pripombami, opombami ali pa zgolj svojim razmišljanjem. Tako je tudi nedvomno vprašanje, ali so pričakovanja tistih akademikov, ki so najbolj vidni v tej Akademiji EPK, seveda izpolnjena. No, celotno leto bo pokazalo, kaj smo zmožni Slovenci, ne? Vendar upam, da smo veliko bolj zmožni, kakor trenutno mislimo. In brez vire ni nobenega rezultata. Seveda je treba porabiti tudi srce in tudi razum. Do neke mere ja, do neke mere pa spet ne, ker sem si le malo drugače vse skupaj predstavljala, kar se tiče mojega okrog glasbe, ne. In jaz mislim, da to je zelo en važen projekt, ki se zdaj dokončno se bo začel izvajati in res želim vse najboljše. So pa vedno, lahko bi še nekaj dorekli ali pa povedali še ali karkoli je, ne, na vsakem področju. Torej jaz govorim zase za glasbeno področje. Pričakovanja so vedno optimalna, potem pa pride kruta realnost, to se pravi tisto število ničel za kakšno drugo številko je premajhno, pa seveda kakšna ničla je včasih pred številko, ne. Vedno je tako, ne. Ko je v načrtih je vse lepo, ampak mislim, da je temu projektu vendarle kar v zavidljivi meri uspelo realizirati hotenja, želenja, vsaj kolikor je danes to videti. In da si lahko obetamo pač ne samo tisto, kar je mogoče, ampak nekako se mi zdi, da bojo ustvarjalci tukaj vendarle stali na lastnih ramah. Program je bogat, obsežen, raznovrsten. Po tej plati, po vsebinski plati je stvar narejena. Zdaj, 5 minut pred 12. prihajajo na plan seveda tehnične stvari, se pravi izvedba. Izvedbe ne more biti, če seveda lokalne oblasti in seveda državne oblasti ne izpolnijo tistih svojih finančnih obljub, ki so jih preprosto dale. Jaz mislim, da bo to vendarle zdaj v najkrajšem času se rešilo. Program sam je tak, da vliva seveda optimizem, da vliva, bi rekel, nek zelo, zelo dober občutek v zvezi z EPK-jem. Na današnjem sestanku, kjer so bili prisotni tudi župani partnerskih mest, sem dobil občutek, da vsi ti župani razpolagajo z veliko dozo pozitivne energije, pozitivnega naboja, tako pozitivnega, da se mi zdi škoda, da bi ta korporacija EPK-ja v organizacijskem in vsebinskem smislu razpadla po letu 2012. Nasprotno, mislim, da bi morala ostati, izkoristiti ves ta mehanizem, ki je bil zdaj vzpostavljen, ostati, da bi torej severovzhodno kohezijsko regijo na ta način potegnili v kulturnem in siceršnjem smislu naprej in pripravili tla za slovensko regionalizacijo. Če že politika tega ni utegnila storiti do danes, se nam zdaj tukaj ponuja naravna danost, da se začnemo regionalizirati preko učinkov EPK-ja. Priložnosti partnerskih mest, to so Murska Sobota, Ptuj, nosilec Maribor, Velenje, Slovenj Gradec in Novo mesto so velike. Sicer pa je tukaj tudi priložnost za samo Slovenijo in pa Slovence. Kaj misli Akademija o tem? Mislim, da je bilo tudi na današnjem sestanku ta povezava slovenskih regij, slovenskih mest, povezava prastarih kultur, ki jih nosimo v sebi. Je tako pomembna, da obstoji narod, bolj pomembna v nekem trenutku kot gospodarstvo, čeprav gospodarstvo je pa tisto, ki nosi. In narod brez kulture ne obstaja.
A to se mi zdi, da je pa zelo velika priložnost zdaj. To se pravi res, da kot smo danes se je govorilo o tem, da morajo ljudje biti obveščeni, ne? Da živijo s tem. Ker je to, da gre v svet, da pokažemo, da Slovenci imamo, čeprav smo majhni, 2 milijona nas je, da koliko imamo res na vseh področjih talentov in umetnikov in literatov in sploh tudi znanstvenikov in na vseh področjih, ki so, in da pokažemo, da kaj smo in da pokažemo tudi našo lepo deželo, ker je prekrasna, je biser. Seveda je pri Slovencih igrala kultura včasih tudi eminentno politično vlogo. Danes te vloge ni več in je priložnost, da se kultura konstituira kot zares kultura. To ne pomeni, da se ograjuje od česarkoli, tudi od politike seveda ne. Saj v širšem smislu je tako ali tako vse kultura, ampak vendarle zdaj se lahko posveti tistemu, kar je njeno, predvsem njeno. To se pravi, da se konstituira kot nekaj v vsakem življenju potrebnega, nekaj, kar ljudi ne samo povezuje, ampak jih tudi združuje, nekaj, kar jih ne dela drugega ob drugem, ampak kar jih dela nekakšno skupnost, ki potem zmore kot skupnost veliko več kot samo seštevek posameznikov. Važno je pa seveda to, da danes Slovenija lahko nastopa na forumih, izkorišča priložnosti, ki jih prej, ko še ni bila država, se njen glas marsikje ni slišal. Lahko je to seveda čisto formalno, lahko pa je tudi vsebinsko in vse je odvisno od tega, kaj iz nečesa napravimo. Saj poznamo primere od kulturnih prestolnic, evropskih kulturnih prestolnic, ki so potem zapustile nekaj permanentnega, to je Bližnji Gradec, je že takšen lep primer in seveda, kjer je bil to enkraten dogodek, mi plediramo seveda za to, da bi bila ta sled trajna, da bi se mesta, ki se združujejo v tem projektu, povezovala še naprej, da to skratka ne bi nikoli minilo, da ne bi bila to samo neka začasna enoletna mobilizacija in potem nič. Ne, mislimo, da bi se lahko življenje malce spremenilo v smislu obogatenja in priznajmo, v takih težkih časih, v kakršnih smo, to ni majhna naloga, ampak je plemenita, komaj mogoče izvedljiva, pa vendarle potruditi se po mojem mnenju gre. Leto 2011 je bilo nedvomno najbolj naporno za koordinatorje in pa vse tiste delavce na Zavodu Maribor 2012, ki so pripravljali sam program. Zato je tukaj vprašanje, ki je na mestu, kakšna so pričakovanja samega zavoda od leta 2012. Seveda se vsi želimo, da bi v letu 2012 predvsem želi sadove vsega tistega, za kar smo se zavzemali in aktivno delovali v zadnjem letu in več. In da bi bilo to dejansko leto neke splošne mobilizacije v duhu uveljavljanja kulture kot neke relevantne sile v naši družbi. Vemo, da se je v zadnjih 20 letih deklarativno kultura vse skozi postavljala na oltar in se častila, ne nazadnje tudi za kulturnim praznikom kot unikatno zadevo v svetovnem merilu, torej dela prostim dnevom. Po drugi strani se je pa realno kultura marginalizirala v družbi. Verjamem, da v času finančne in splošne družbene krize lahko kultura izrazito dobi na pomenu kot polje, ki omogoča nek izhod iz tega težavnega položaja. Namreč tudi z Evropsko prestolnico kulture želimo uveljaviti mogoče širši pojem kulture, kot smo ga običajno bili vajeni v slovenski javnosti, torej uveljaviti kreativnost kot tisti temeljni človekov princip, ki ga žene naprej, in pa hkrati uveljaviti povezovanje kot pomemben element današnjega časa. Živimo v nekem času depresije, apatije, ločevanja ljudi, različnih socialnih in drugih družbenih skupin in verjamem, da je
povezovanje na osnovi neke kreativnosti, seveda priložnost za današnjo družbo. Pričakovanja so velika, izjemna. Navsezadnje tudi takšna so bila na začetku tega leta oziroma pomladi, ko sem vstopila ta projekt. Od takrat pa seveda smo veliko stvari postorili, žal je tudi mnogo smo morali gasiti, kar pomeni, da so verjetno nekaterih zadev nismo uspeli do konca realizirati, ker smo se ukvarjali tudi z eksistenčnimi zadevami, kot so vidik organizacije in pa seveda financiranje, ki je še danes najbolj pereč. Kar zadeva pestrosti in raznolikosti. Seveda programa se mi zdi, da posega na različna področja. Seveda jaz sem pa celo velik realist, in seveda, ker prihajam tudi iz teh produkcijskih vod, pa se mi zdi, dokler se ne bo zastor padel, konec decembra 2012, ne bomo videli, kakšen je pravzaprav izplen. To pomeni, zdaj je na vrsti produkcijska faza, kako ti koncepti, kako različne ideje živijo v produkciji, v realnosti, v samem življenju, kako so sprejeti med meščani in državljani, kar je seveda velik cilj. In seveda takrat bomo lahko napravili resnično velik rezime in se odločali o učinkih. Plod celoletnega dela sodelavcev in pa delavcem na tem zavodu je nedvomno Bela knjiga. Več o Beli knjigi pa Mitja Čander. Torej, ta knjiga je neke vrste, v šali rečeno, naša Biblija. V njej so zapisani številni detajli vsega, kar naj bi se dogajalo naslednje leto, torej od vsebin, prizorišč, koledarja, seveda tudi finančnih parametrov. Vsi vemo, da se bodo nekatere stvari sproti, kot je normalno pri takem živem organizmu, tudi dopolnjevale in spreminjale, ampak vendarle lahko rečemo, da imamo natančen načrt dogajanja v letu 2012 v vseh realnih okvirih pred seboj in zgolj želim si, da bi predvsem politika kot tisti faktor, ki vpliva na takšne stvari, zmogla dovolj odgovornosti, prisebnosti, da bodo te stvari potekale tako, kot so načrtovane. Delo, organizacija in pa sama koordinacija na Zavodu Maribor je bila na zavidljivem nivoju skozi vse leto 2011. Če pogledamo samo programske sklope, so ti dopolnjeni pravzaprav do vseh tistih potankosti, ki bodo vidne komaj v letu 2012. Zato je vprašanje, ki je na mesto, kako je potekalo delo tega zavoda. Jaz sem stopila 1. aprila, zelo simptomatično v to zgodbo. Torej, res je, da je bil seveda načrt morda bolj idealističen od realnega stanja. Enkrat sem se zagovorila in novinarjem rekla, da je bilo to skok v brezno, brez resnično vseh mnogih jasnih izhodišč. Na vsezadnje sem v tem projektu od vsega začetka, od začasnega sekretariata, v katerem sem sodelovala kasneje v svetu zavoda, in še zmeraj je bilo izjemno veliko posebnosti. Mi smo se, ko sem prišla, začeli ukvarjati in seveda šele takrat dorekli s navezo in z partnerskimi mesti. Torej, pogodbena razmerja smo šele takrat podpisali. To je bilo konec aprila, za enim mestom celo septembra. Torej, to je bila ena neznanka še do takrat. Zelo veliko neznank pri programih, na vsezadnje zelo veliko neznank pri financiranju. Država je že januarja napovedala sklepom vlade, da bodo ostali resorji financirali, na kar seveda smo računali, tudi finančni načrt je bil usmerjen na tak način postavljen. Seveda smo morali mi jeseni ta načrt rebalansirati zaradi tega, ker seveda država ni držala svojih obljub in seveda tudi danes še niso druge obljube izpolnjene strani mestne občine Maribor in seveda računamo, da tudi iz drugih mest, partnerskih mest, pa se vendarle bodo do konca leta. Seveda zagotovila imamo, ampak še zmeraj se vsak dan gasimo in čeprav smo v tisti končni fazi, v nizkem štartu, računamo, da se vsi zavedamo, vsi vpleteni, tako partnerska mesta, kot tisti, ki v končni fazi seveda odločajo o proračunu, da je pa to najpomembnejši projekt za to regijo v prihodnjem letu. Akademiji, ki je na Ptuju gostovala 8. decembra, so se tako pridružili tudi predstavniki Zavoda Maribor in pa župani partnerskih občin.
Kako so leti občine pripravljene na leto 2012? No, moram reči, da mi že kar 3 leta intenzivno delamo na realizaciji, predvsem najprej smo na investicijskem področju. Mi smo sposobili oziroma obnovili nekaj prostorov Koroškega galerije likovnih umetnosti, Koroškega pokrajinskega muzeja in največja pridobitev je seveda muzej posvečen Hugo Wolfu. To je ena investicija bila, ki je zelo pomembna, ki je odprla vrata na tem glasbenem področju za tudi prihodnji čas. Drugače pa moram reči, da smo program dogovorili, da bo v 2012 skoraj 70 prireditev v mestni občini Slovenj Gradec, da bomo v duhu mesta glasnika miru tudi na tem področju promovirali Evropsko prestolnico kulture na najboljši način. No, mislim, da samo mesto ni še dovolj pripravljeno, razen inštitucije, ki te programe izvajajo, kajti v samem mestnem jedru je izjemno malo prebivalcev, trenutno jih živi 150 in upam, da se bojo k temu odzvali drugi, ki živijo na obrobju centra in s tem pripomogli, da bo uspešno izvedena vsi programi, ki smo si jih zastavili. Same občine torej so več ali manj pripravljene na leto 2012. Na srečanju akademije in pa županov ter koordinatorjev pa smo najbolj pogrešali župana mesta Maribor, gospoda Kanglerja, ki se kljub vabilu ni niti opravičil. Najverjetneje je razlog tudi ta, da je samemu zavodu trenutno dolžan okrog 1,5 milijona evrov za vse tiste pogodbe, ki so do tega trenutka že sklenjene. Seveda pa moramo tudi tukaj povedati, da mestna občina Ptuj je svoje obveznosti že poravnala. Če govorimo o programu, tukaj so največ na lokalnih nivojih naredili koordinatorji. Pa poglejmo, kakšne programe so sestavili po posameznih partnerskih mestih. V bistvu mi smo temeljili na novomeški pomladi, kar pomeni sodobne različne umetniške zvrsti in na tradiciji situlske umetnosti, naše bogate arheologije, katera je v srednji Evropi v bistvu po situlski halštatski umetnosti nekako najbogatejša in najrazvitejša. Tako da v bistvu v naslednjem letu, kar zadeva te arheološke dediščine, naj bi bili možni ogledi predstavitve stalne zbirke in možnosti ogledov izkopanin v času izkopavanja na Kapiteljski njivi, ker se vsako leto najde toliko in toliko grobov in materialov iz tistega obdobja oziroma situl. Kar pa zadeva tistega nekega našega osrednjega spektakularnega dogodka je Človek z bombami, rock opera, katera nastaja v produkciji Anton Podbevšek teatra in Roko Toca. In znotraj te rock opere bojo nastopila največja imena slovenskih rock skupin, se pravi Siddharta, Dan D in po možnosti Laibach, pevski zbor, simfonični orkester, tako da to bi res bila na Otocu ena zelo spektakularna zadeva in s sodobnim pristopom, s tem, da tudi besedilo naj bi bilo besedilo Antona Podbevška, našega avantgardista, in po njegovi tej pesnitvi Človek z bombami je tudi naslov rock opere. Drugače pa ostali manjši programi, katere bi želeli tudi med sabo mrežiti, Roko Točec, ki bo imel svoj spet standardni program, Fotopub in Jazzanti, 2 mednarodna festivala in delavnice, fotografski in jazz področja z glasbe. Leto 2012 bomo EPK-jevsko obarvali 20. januarja z otvoritvijo, z osrednjo otvoritveno slovesnostjo v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Ob 8 uri zvečer z neko zelo zanimivo glasbeno-vizualno točko, ki jo bodo soustvarjali izvajalci iz domačih logov, saj predstavljamo Evropsko prestolnico kulture našega mesta, partnerskega mesta Slovenj Gradec, sicer pa bomo že kar kmalu vstopili v projekte, v dejavnosti, torej v okviru Evropske prestolnice kulture. Poudarek bo predvsem na skladatelju pozno-romantičnih samospevov Hugo Wolfu. Tako bomo 13. marca otvorili stalno razstavo, novo stalno razstavo o življenju in delu tega skladatelja v njegovi rojstni hiši, ki je bila v ta namen lani prenovljena v muzej Huga Wolfa. Potem bodo sledile pa prireditve, ki so več ali manj
recimo tradicionalne, prepoznavne, vendar za neko nadgradnjo. 18. aprila torej Evropska razstava domačih in umetnostnih obrti, ki bo 19. mednarodna bienalna razstava tovrstne rokodelske ustvarjalnosti, katere častno pokroviteljstvo je prevzel tudi predsednik Republike Slovenije, dr. Türk, in pa seveda nadalje z zelo bogato likovno dejavnostjo. Zelo aktivno se bo pričel program že februarja v Koroški galeriji likovnih umetnosti, kjer bo 10. februarja otvoritev razstave Bogatstvo vizualne realnosti iz zbirke Madeleine Cepter iz Beograda, kjer gre za prenos te zbirke, predstavitev del moderne umetnosti 20. stoletja beograjske oziroma srbske umetnosti. Potem pa nadaljujemo seveda v poletje z slovenjgraškim poletjem, z torej nekimi malce manj obsežnimi vsebinami, pa vendarle zelo pomembnimi z dolgoročno naložbo. Temu pravim, so projekti, ki so namenjeni lažje berljivi literaturi, torej publiki z motnjo v vidu. Zavod RISA pripravlja kulturo in literaturo za vse, torej javna branja dveh izdaj, ki bi jih želeli v ta namen izdati, dve knjigi, Tavčarjeva Soška kronika, Shakespearjeva Romeo in Julija. Potem se počasi prevesi že dogajanje v drugo polovico leta. Septembra se bomo 21. septembra na Svetovni dan miru v Slovenjgradcu kot edinemu slovenskemu mestu glasniku miru posvetili mirovniškemu festivalu s posebnim projektom Public Speech, torej javni govor. Bomo posegli v vsa partnerska mesta, kjer naj bi se simultano odvijali dogodki in posegli tudi preko teh meja, namreč se povezali tudi z nekaterimi mesti glasniki miru, s katerimi smo v navezi, in pa seveda tudi poudarek na mednarodnemu festivalu mlade literature Urška in nenazadnje tudi en pomemben galerijski dogodek še na koncu leta, Soft Control, in sicer je to razstava, ki povezuje znanost in umetnost v sodelovanju z centrom Kibla iz Maribora, in nadejamo se tudi ene zanimive virtualne lutkovne predstave Zvezdice zaspanke v izvedbi Mini teatra iz Ljubljane v prostorih našega kulturnega doma v Slovenjgradcu. Vmes sem pozabila še gotovo nekaj projektov. To so projekti, ki jih pridno ustvarjajo naši zelo vztrajni ustvarjalci, kljub temu, da še ni zagotovil za leto 2012, kar se tiče sredstev sofinanciranja, pa vendarle so to društva, izvajalci, ki so z dušo in telesom res prisotni v tem projektu in nazadnje ponujajo neke nove možnosti in za zadovoljitev različnih okusov, torej umetniških in generacijskih. Najprej bi rad potrdil, da so programi usklajeni v sodelovanju z javnim zavodom Maribor. Veseli smo, da imamo v Velenju kar 24 potrjenih programov in res to računamo, da ne bo nihče izpuščen in da bomo vseh 24 programov realizirali. Ključni poudarki so pri nas že vsega začetka pri programih za otroke in mladostnike. Izpostavil bi festival Pike Nogavičke, Pikin festival, festival mladih kultur Konigunda, zraven je še pa 22 različnih raznolikih projektov, ki po vseh umetniških zvrsteh in za vse generacije predstavljajo raznoliko ponudbo, ki jo lahko Velenje v to zgodbo prispeva. No, glede programa na Ptuju in pa v Murski Soboti pa je posnet tudi že promocijski video, tako da si poglejmo, kaj pripravljamo v teh dveh mestih. Kurentovanje 2012, festival dediščine in umetnosti, bo zagotovo enkraten dogodek v svetovni karnevalski tradiciji, ko bodo vsi tisti, ki bodo prišli med nas, začutili magično moč kurenta, žlahtne pustne tradicije in nam pomagali v plemenitem poslanstvu odganjanja zla in oznanjanja dobrega. Prvi medcelinski etnofest, srečanje tradicionalnih pustnih likov sveta in mask, seveda bo dogodek, po katerem bomo zagotovo Ptujčani zgradili novo identiteto. Zagotovo najpomembnejši projekt je izgradnja Arheološkega muzeja na Ptuju, obnova konjušnice na gradu, v kateri bo nova postavitev pustnih mask. To pomeni, da bo Ptuj lahko enakopravno sodeloval z vsemi tovrstnimi inštitucijami in mesti na svetu.
Mestno gledališče Ptuj bo za program Evropske prestolnice kulture pripravilo Evropski festival komornega gledališča Skup 2012 ter kar nekaj zanimivih predstav, med katerimi bi izpostavil dve. Dantonovo smrt v režiji Jerneja Lorencija v koprodukciji s Slovenskim mladinskim gledališčem in v Samoti bombaževih pol v režiji Ivice Buljana v koprodukciji z Mini teatrom iz Ljubljane. Pričakujemo svetovna imena iz glasbenega sveta, med drugim svetovno znan simfonični orkester, Janez Lotrič, Borut Zagoranski, Miha Rogina, Stefan Milenković, zasedba Ars Tango, svetovni prvaki iz tanga, Big Band z novim projektom Barve Evrope, simfonični orkester iz glasbenikov iz cele Evrope, ki bo se prav imenoval po imenu Art Ptuj, potem vrhunski etnoglasbeniki, vrhunski jazz glasbeniki, mednarodne delavnice, predavanja, seminarje, okrogle mize, vinske zgodbe in mnogo drugih stvari. Ptujske osnovne šole smo združile svoje moči v skupnem projektu Deta Fabula Naratur, kar pomeni tudi o tebi govori ta zgodba. Pripravljamo 3 velike projekte. Prvo je udeležba na Ptujskem karnevalu, drugič skupni zbornik in pa tretjič velika prireditev ob koncu Evropske prestolnice kulture. Preko 100 umetnikov, 10 dni umetniške rezidence, 14 dni otvoritev, razstav, performansov, okroglih miz v več kot 40 galerijah ter začasni prostori potrjuje Art Days kot enega najpomembnejših in najbolj pričakovanih dogodkov v evropskem koledarju sodobne umetnosti za leto 2012. Pete rimske igre bodo v naslednjem letu prav gotovo vrhunec poletnih prireditev, ki jih izvajamo v Termah Ptuj, in 1500 sodelujočih bo prav gotovo naredilo velik spektakel, ki bo naredil dober doprinos Evropski prestolnici kulture. Prav tako pa sam drugi Primusov mednarodni filmski festival se bo razvil v dobro zadevo, ki bo seveda postala mednarodna. Dnevi poezije in vina so mednarodni pesniški festival, ki je v 15 letih povabil že več kot 400 vrhunskih pesnikov iz vsega sveta. V letu 2012 bomo priredili številna pesniška branja. V zadnjem tednu avgusta se bo zvrstilo več kot 60 dogodkov, tako pesniških branj kot spremljevalnih dogodkov, degustacij lokalnih vin in gostovali bomo v vsaj 10 mestih, epicenter pa bo seveda Ptuj, ki bo v teh 5 dneh postal svetovna prestolnica poezije.
Dve najpomembnejši razstavi v letu 2012 sta izbor del iz Muzeja za konkretno umetnost, kjer bomo lahko videli Josefa Albersa, Hansa Arpa in Maxa Billa. Druga razstava pa je razstava From Page to Space, ki jo kurira Britanec Guy Schrachten. Tukaj bomo lahko videli papirmašeje 113 avtorjev, Andyja Warhola, Klisa Oldenburga, Roya Lichtensteina, Damiana Hirsta in ostalih. V okviru festivala Pacev glasbeni maj pripravljamo za naslednje leto v bistvu zvezdniški program, med katerim bi najbolj izpostavil prvega rogista Berlinske filharmonije Stefana Dora, ki bo v Murski Soboti nastopil z godalnim orkestrom Slovenske filharmonije. Prav tako pa nadgrajujemo festival z izobraževalnimi delavnicami, ki bodo potekale ves čas trajanja festivala. Sončnica se za EPK predstavlja z dvema projektoma. Prvi je projekt Digitalna klasika, ki združuje klasično in elektronsko glasbo. Drugi pa je osamosvojitvena vojna za Prekmurje, točneje Pomurje, kajti težišče dogodkov je bilo leta 1991 v Gornji Radgoni. Murska Sobota pa je bila prvo po drugi svetovni vojni raketirano mesto. Takrat sem bila občinska funkcionarka in akterka dogodkov, ki so se odvijali, in kot novinarka sem potem po 20 letih napisala scenarij. Projekt Soboško poletje, poimenovali smo ga Glasbeno zrcalo sveta, bomo pripravili v poletnih mesecih, ko se bo na že znanih, manj znanih ali celo na novo odkritih lokacijah odvilo vrsto kakovostnih, predvsem glasbenih dogodkov. Koncerti bodo najrazličnejših zvrsti v izvedbi kakovostnih, izbranih izvajalcev, ki jim je skupno to, da iščejo navdih v glasbi iz vsega sveta. Murski muzej ima 3 projekte. To so večdisciplinarni projekt Odkrito zakrito, ki združuje 2 razstavi, publikacijo in film. Potem razstavo Tumo, ki prikazuje slovansko poselitev tega prostora, in pa večplastno razstavo Mura odprto, ki je del skupnega projekta UF Industrija. Skupni imenovalec vseh teh 3 projektov, festivala narečne književnosti dialekta, zborniške predstavitve sodobne slovenske mladinske pripovedne proze Oko besede in pa aktualizacije romana v verzih Sprehajališča za vračanje Ferija Lainščka, je preizpraševanje načina funkcioniranja specifičnih kulturnih artefaktov v sodobni informacijski dobi in pa hkrati tudi širjenje polja njihove rabe v sodobni družbi. Ob
projektu smo se zbrali pesniki in glasbeniki, ki nas navdihuje svet ob Muri. Ustvarili smo 14 novih murskih balad in romanc. Te bodo išle na zgoščenki, potem jeseni 2012 bomo najprej gostovali v Novem Sadu, potem bo en festival teh balad in romanc v Murski Soboti in pa še seveda po drugih krajih. Fronta je festival, ki s pomočjo plesa spodbuja komunikacijo med arhitekturo mesta, njegovimi prebivalci, umetniki, ki obiskujejo mesto Murska Sobota, gosti, publiko iz tujine. Še posebej pomembno pa je to, da se dogaja v mestu, ki ni velik center kulturnega dogajanja in s tem omogoča mestu tudi nek razvoj. To je bilo vse, kar smo pripravili v zadnji oddaji Kultura na dlani na ptujski televiziji PTV v tem letu. Sicer pa spremljate nas lahko tudi prihodnje leto, ko bomo sodelovali še z ostalimi partnerskimi televizijami in vam bomo mesečno poročali o vseh najbolj vidnih dogodkih v vseh partnerskih mestih glede Evropske prestolnice kulture. Če nas boste morda na programu zamudili, poglejte na spletno stran Življenja na dotik. Gre za enega izmed najbolj dejavnih programskih sklopov Zavoda Maribor 2012, kjer smo objavljeni tudi v video kotičku. Seveda, Evropski prestolnici kulture 2012 pa srečno v novem letu.